Eva pa dosti dela s podjetji in zdaj ljudje načeloma preživimo vsaj 8 ur časa dnevno v firmi, v kateri delamo. To je 40 ur tedensko, to je koliko 160 ur mesečno, to je pravzaprav pol našega življenja in fajn bi bilo, da bi se fajn imeli, ne? Ta fajn med pogosto pride iz komunikacije, največkrat, ne? Kako kaj komuniciramo po tvojih izkušnjah v slovenskih podjetjih in kdo je tisti, ki lahko najbolj pozitivno vpliva na klimo v podjetju in na komunikacijo samo? Absolutno je komunikacija temelj odnosa in ko spremljamo statistiko, vidimo, da v bistvu statistika glih ni na strani dobrih odnosov v slovenskih podjetjih. Nekje po statistiki naj bi celo vsak tretji šel v službo s cmokom v grlu zaradi slabih odnosov. Ne? In ta del se zdi meni izjemno žalosten, ker konec koncev se lahko ene komunikacije odnosov naučimo oziroma jih gojimo. Ne? In v podjetjih ogromnokrat vlagamo enormne količine časa in truda v to, da zgradimo dobre odnose. Potem rabimo pa samo enega, ki lahko to uniči hitro. In ravno zaradi tega je tak apel tudi v podjetjih, da je treba se o tem pogovarjati, da je treba o tem govoriti in graditi kulturo. Zdaj mi pričakovati v podjetju pa reči pa napisati na steno spodbujamo, ne vem, tovarištvo, kolegialnost, dobre odnose, odprto komunikacijo ni dovolj. To je treba dejansko razumeti, da ljudje pridejo v podjetja, konec koncev iz družine nekaj prinesejo, saj tudi mi smo se kot majhni naučili komunikacije. Kot je Matic rekel, ali smo se jo naučili, ali se jo nismo naučili, ali smo se naučili samo poslušati, ali je dovolj samo ne vem, ne znam, brez veze, ali smo vse to sabo prinesli tudi v ta kontekst. Spet nimamo druge obleke za v službo. Tako da ogromno je treba vlagati v komunikacijo, o tem govoriti, seveda pa prvi v podjetju, ki more biti tisti, ki je model prave in dobre komunikacije, vsekakor vodstvo. Tako da veliko poudarjamo na komunikacijo v vodstvu. Jaz razumem, da so eni ljudje bolj ekstravertni, drugi bolj introvertni, da je nekateri morda težko v stvareh govoriti, da ne znajo, da se niso naučili, ampak to so vse veščine, ki se jih da razviti in se jih da naučiti, predvsem pa spodbujati. Zdaj samo pričakovati, da se bo pa nekaj razvil, zato ker smo pa tako napisali si v nek kodeks ali pa pravila, pa ni dovolj. In tudi parkrat sem nekaj, včasih se v podjetjih bojijo, česa povedati, ne zelo podobno kot v družini, zdaj se pa o tem ne bomo pogovarjali, ker imamo težavo ali pa imamo nasprot sebe nekoga, ki je naš nadrejen in zdaj se mu jaz ne upam povedati, zaradi tega, ker on izhaja iz vidika moči, pa bom raj tih. Pa to ni dobro ne zame, da jaz svoje želje, interese, ideje ignoriram, hkrati pa tudi ni dobro konec koncev za podjetje, če mi vsi sledimo samo nekomu, tako da poznamo tudi veliko podjetij, gotovo najbolj poznan med temi je Google, ki celo spodbuja določeno število konfliktov, ki so sicer kontrolirani, ki so sicer predvideni vnaprej, oziroma predvideni, inicirani vnaprej in hkrati se vključuje potem v to ljudi, da jih znajo te konflikte rešiti, ker konflikt ni nujno slab. Čeprav na začetku lahko pomeni neko frustracijo, nek strah, negotovost, jezo, ne nazadnje, ampak na način, ko znamo čustva nadzorovati, ko znamo uporabiti bolj racionalne misli, se da tudi te konflikte na zelo lep način rešiti in vsak konflikt potem pomeni tudi rešitev. In rešitev pa pomeni lahko za podjetje tudi nek napredek, neko rast. Tako da jaz vedno pravim, ne se bati konfliktov. Razmišljamo raje, kako naučiti zaposlene, da se v konfliktih pogovori in zopet ne zignorira ali pa morda celo rečem, ja, sej nima veze ali pa se jih reši z vidika moči, zdaj pa direktorja poklica, pa naj on odloči, ko on pa ve, Ravno tako kot z otroci se je tudi v podjetju treba pogovarjati, odpirati stvari, odpirati teme, deliti svoje misli, predvsem pa ne se tudi v odnosu starš, otroke verjetno avtoriteta tistih, se ne bom zdaj upala vsega povedati, tudi velikrat si mislim, kaj pa zdaj to pomeni za mojo kariero, pa bom raj tih, pa bom raj počakala, da se ona dva zmenta, pa bom jaz pol ta dober del pokasirala, tako da ni pa to najbolj dobro za samo rast podjetja oziroma uspešnost in konec koncev tudi za osebnostni razvoj oziroma dobro počutje posameznika, tako da komunikacija je temelj tudi v podjetju in je temelj vsakega odnosa. Hvala lepa. V Sloveniji mislim, da je več kot 86% podjetij družinskih podjetij. In zdaj me zanima, kaj pa narediti v primeru, da se vodstvo, to so načeloma lastniki, odločijo, da bodo vložili nekaj denarja v to, da bodo izobrazili na področju komunikacije svoje zaposlene, serviserje, monterje, ličarje, marketingarje, tržnike, komercialiste,
Oni pa nimajo časa. Ne? Oni imajo pa preveč drugega bolj pomembnega dela in oni sami pa na ta predavanja, ki jih recimo ti izvajaš, ne bi zdaj šli, mogoče kdaj, zdaj pa ne. A se sploh da v podjetju karkoli premakniti, izboljšati neko klimo, spremeniti organizacijsko strukturo, če se vodstvo za to ne odloči? Je težko se pa da tudi kaj narediti od spodaj gor, ne samo od zgoraj dol, je pa seveda in veliko učinkovitejše in hitrejše, če se to seveda začne ne zgolj in samo iniciativa od zgoraj, ampak tudi potem neka aktivna participacija. Zdaj, pri družinskih podjetjih, velikih imamo v Sloveniji, te družinske dinamike se prenašajo, tako da velikrat pol mami pa oči, pa ni direktor, pa to, tako da je težko potem te meje pa ločnice postavljati, pa mogoče še tudi oni kaj sabo prinesejo od doma, ampak okej, na nek način je to pač treba v podjetju vzeti za okup, da zdaj seveda ne bomo šli njihove družinske dinamike reševati, ampak jaz bi raje tako rekla, že če direktor ali pa vodstvo podjetja naredi eno inicijativo v smislu, pa dobro, da izobraziti naše zaposlene, kako komunicirati, ne, imamo malo motivacije, da lahko tudi pol njih zagrabimo, ne, vseeno so več naredili, kot tisti, ki se sploh za to niso odločili, ne. Problem pa je zdaj, če oni minirajo, ne, se jaz poznam eno tako simpatično zgodbo, ki niti ni bila tako zelo simpatična, ker smo se odločili, kako bomo pa zdaj v enem podjetju delali komunikacijo, pa se več pogovarjali, pa interno komuniciranje, pa spoštljivi odnosi, pa tako, in potem je pač PR-ovka napisala, pomagala vodstvu napisati pismo in ker je to pismo bilo poslano med ljudi, ljudje niso bili navajeni takega načina komunikacije strani vodstva, ne, in ker so oni videli tako zelo prijazno pismo, verjetno bi se vsi tukaj strinjali, da to je pa res tako lepo pismo, ne, se je večina zaposlenih ustrašila, zdaj smo pa odpuščeni, ne, ker je tako lepo začel, ker nikoli ni bila taka komunikacija, ne, in so začeli, ker seveda ljudje pa zopet, ne, ti zdaj poslušanja, ne, ali pa branja niso prišli do konca, so se vsi prestrašili, jaz sem pa mislil, da bomo odpuščeni, bilo ful ene slabe vole in seveda to je bila povratna informacija vodstvu pa v direktorju, šment, ne, a smo ga pa mi mogoče malo usrali zdaj, ker smo to naredili, mar bi kar pustili tako, kaj bi bilo čisto v redu, ne, in potem v tisti zagati, ker pač komunikacija ni bila glih najboljša vrlina vodstva, je prišel direktor in je rekel, a veste, saj to jaz nisem napisal, to je naša PR služba napisala, ne. In pol šment, ne, kako smo pa zdaj v bistvu zritjo vse podarali, kar smo prej hoteli postaviti, ne, tako da takrat ni fajn, ampak še vedno to ne pomeni, da se ne da, pa če treba še en krog odteči, da ne, spet se pogovoriti, no, tako da tudi tistim, ki rečejo, ne, veš kaj, jaz pa ne bom prišel, pa daj ti sam za zaposlene naredi, jaz pol vedno predlagam, da je, ne vem, čisto neformalno, dajmo se malo sedeti, kakšna so res pričakovanja, kako lahko vse to v bistvu prelagamo na zaposlene, morali bi več v bistvu tudi na management, tako da, če so že malo dojemljivi, se da, mene bolj skrbijo tisti, ki v bistvu sploh nočejo o tem govoriti.